Nogometaši Radomelj, ki so še vedno na zadnjem mestu prve lige, so tokrat doma pričakali ekipo Kopra. Gostje vsekakor niso v pravi formi, domači pa so svojo edino zmago letos dosegli prav na gostovanju pri Kopru, na Bonifiki je bilo 1:2. Tole je že prva prava akcija za domače nogometaše, malenkost mimo gola je meril Vuk in zgrešil vrata Hasiča. Priložnost po prekinitvi, priložnost po strelu z glavo na pravem mestu Hasič, potem pa gol Koprčanov, ki je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Črnigoj je bil za kakšen korak prehiter in zadetek je bil tokrat upravičeno razveljavljen. Nova akcija za Primorce, tokrat je poizkušal Srečkovič. Pregravanje na levi, potem pa strel proti vratom. Blaževič, ki je tokrat zamenjal vrati Handriča, pa je žogo uspel izbiti v kot. Nova priložnost za Radomlje, tole je bil odličen strel in vratnica Stojilkoviča. In nato še ena akcija Radomelj, tekla je 36. minuta, dolga žoga proti Stojilkoviču, ki je bil pred vrati Kopra najspretnejši in zadev za 1:0. Napaka v koprski obrambi, sam je ostal nogometaš Radomelj in zabil zadetek za prednost domačega moštva. Zdi se, kot da bi koprska obramba lahko posredovala veliko bolje, domači Mlinarji pa so vodili še pred koncem prvega polčasa, ampak še zdaleč ni bilo konec prvega dela. Predzadnja minuta, po globinski žogi pred vrata Radomelj je bil sam pred vrati Guberac. Takole je streljal in premagal domačega vratarja Blaževiča za 1:1. Številne gole so Radomljani dobili v zadnjih momentih prvega polčasa, tako je bilo tudi tokrat, ampak še enkrat so ga tudi uspeli dati. To je bil Šenkot za domače, na pravem mestu pa je bil po odbiti žogi Stojilkovič in s tem izjemnim zadetkom zadev za prednost Radomelj. 2:1, tretji gol tega nogometaša v letošnji sezoni. Natančno je meril Stojilkovič in Radomlje so prvi polčas končale s prednostjo 2:1. Drugi polčas in priložnost za Radomlje, takole je žoga pred vrata in nespretna koprska obramba na čelu s Hasičem, streljal je Stojilkovič. Na koncu pa je Hasič žogo pograbil svoje roke, domača ekipa pa je zahtevala 11 metrov, katere na koncu vendarle ni bilo. Tudi Goran Vuk je imel izjemno priložnost, zgrešil vrata Hasiča, ampak ostalo je vendarle pri zmagi domačih. Koper nemočen v drugem polčasu, Radomlje pa so zabeležili prvo domačo zmago v letošnji sezoni. Mislim, da smo šli v tekmo motivirani in odločni, predvsem v mojem pričakovanju, da bodo fantje verjeli v svoje sposobnosti in da se nam bodo ukazale priložnosti, kot so se nam že na mnogih tekmah, ampak da je potrebno zadeti, da lahko računamo na kaj več. Dosegli smo 2 zadetka, ki so nam zadostovala za zmago, čeprav smo imeli še kar nekaj šans in priložnosti, oziroma iz katerih bi morali zadeti. Se vidi, da fantje igrajo v nekem krču, da ni to, da ne prenesejo trening na tekmo, mogoče plot in siguren. Jaz sem prepričan, da je to tudi situacija, v kateri se nahajamo. Na začetku sezone smo pač pričakovali bistveno več, vendar ta ekipa nima kaj dosti skupnega z ekipo, ki je bila na začetku sezone. Tu so danes nastopili samo trije igralci iz začetne enajsterice prejšnje, tako da fantje so mladi in rabijo izkušnje, to je definitivno.